Sem Lara Lapajne Golob, ukvarjam se z gojenjem v predelavo zelišč. Ohranjajo se ta stara znanja naših prednikov, iz njih pol delamo izdelke, ki so vezana na neka lokalna tradicija pa dediščina neka tle, rečemo malo širša območja na Idrijskem. Čaje, likerje, v dogovoru z zunanjimi izvajalci tudi čokolade z vrstnicami. Naš cilj je, da bi zelišča nekako vkomponirali v okrasne zasaditve, tudi se pravi še druga uporabnost zdravilnih rastlin. So pa vrtovi, njive vse na 1000 metrih v Idrijskih Krnicah. To pa zato, ker je bilo gor že od nekdaj poznano, tako bom rekla, botanični predel, ki ga je raziskoval že Skopoli, na področju hriba Jelenka, kjer je pač tudi odkril kar nekaj zdajle že znamenitih rastlin, od idrijskega jeliča naprej in pa mislim, da zaradi same klime so gor ugodni pogoji za raznoraznih zdravilnih rastlin, ne vem, odarnike, astromontane, tu so ene take divje rastoče, zelo poznane, pa mogoče tudi že bolj redke rastline. No, zato je padla ta ideja, da začnemo s tem na tem področju. Ja, večinoma po starših pol nekako prevzameš to. Zmeraj se spomnim, da so kuhali iz teh domačih pripravkov, ne bo čaj, je bil naš prher kakšen iz bezgovih jagod čaj, tako da od nje pol prevzameš te znanja, ki jih moraš pol pa tudi sam raziskovati in nekako prenesti v ta sodobni čas, ne. Geruš je pijača, ki je mogoče je itak posebna za naš kraj, za rudarstvo. In geruš smo na podlagi že osnovane recepture, ki so jo imeli knapi, pol dodelali. Se pravi, da smo ta stara znanja, se pravi, dodelo obogatili z drugimi zelišči še in naredili na nek sodoben način, ki se ga lahko ponudi turistom, obiskovalcem v Idriji. Zdaj, ohlarjev požirek je zeliščni liker. To so rastline, ki se jih pač nabira skozi celo leto, ki se jih nabira v Krnicah, ne. Zdaj, ohlarjev požirek je pa zaradi tega, ker gor je tradicionalna prireditev, vsako leto ohlarska nedelja. In smo rekli, zakaj pa ne bi mi skozi eno taka pijače to tradicijo tudi majčkeno prenesli tudi na drugačen način, ne. Zdaj, naše čajne mešanice namenjene bolj vsakodnevnemu pitju, so tako bom rekla bolj osvežilne. Čaj Perkmandeljc recimo, tega smo tudi naredili v sodelovanju z Antonijo Emrovom oziroma na njihovo pobudo. Zdaj, Perkmandeljc smo pa nekako tako sklepala, ne, fajn je, da so noter pa rastline, ki so res zelo lokalne, ne. In je pol tudi nastala ena taka mešanica, da so noter od bezga, lipe, breze, sleza, materine dušice oziroma timijana, zato ker pol se te komponente med sabo tudi mešajo in daje en tak tipičen zeliščni okus, tako da je čaj malo nagajiv, tako bolj Perkman. Dežela doživeti Loh je nastala po oblikovanju blagovne znamke Hiše zelišč, kjer se je lahko začela ta zgodba bolj široko odvijati, se pravi, da smo lahko ponudili tudi doživetja med temi vrtovi. V sklopu tega je pa bila oblikovana še ena zgodba, ki je pa namenjena bolj otrokom. To je pa Vila Sibila. Zopet izhajamo z ene tradicije. Stari starši so pripovedovali o sveti Šembili, ki naj bi bila ena prerokovalka, napovedovala, kakšna bo prihodnost. In jo upodobili in tudi naredili en tak majhen vrt, ker na enem mestu vidijo približno tam 100 različnih vrst rastlin. Skozi ta lik otrokom približamo posamezna zelišča, da pokrijemo še ta področje otrok, no zdaj, ki so že malo pozabili, kaj razijo v naravi.